Pozdravljeni! Če sem v prejšnjem videu govoril že o Emi Fresh, se spodobi, da nadaljujem tradicijo in govorim o sami Emi, torej o Emi 2020. Za vstopnico na Evrovizijo se bo potegovalo 12 izvajalcev. Ti pa so Ana Soklič, Božidar Wolfan Wolf, Gaja Prestor, Imset, Inmate, Klara Jazbec, Lina Kuduzović. Tale je prva, ki jo dejansko poznam po imenu, saj se spomnim iz prve sezone Slovenija ima talent, kjer je tudi tekmovala v petju in zmagala. Naslednja je Manca Berlec ali Berlec, Parvani Violet, Saška, Simon Vadnjal in Tinkara Kovač. Tinkara je pa druga oseba, ki jo v bistvu poznam iz celotnega seznama tekmovalcev. Tako da v bistvu zato tisti naslov, ali je Ema Fresh res fresh, ker v bistvu jaz ne poznam ostalih. In se mi zdi, kot da se še vedno neuveljavljeni glasbeniki potegujejo za vstopnico na Evrovizijo in za lastno promocijo. In pač zakaj ne se prav tako, da izkoristijo tale trenutek oziroma tekmovanje, da se dokažejo in se tudi promovirajo na ta način. Pa da ne zavlačujemo predolgo, kar prisluhnimo izvajalcem oziroma izsekom njihovih pesmi. Simon Vadnjal, Nisi sam, no ja, tako preveč generično, nič posebnega, nočem biti zloben, ampak pač povem svoje iskreno mnenje, ker to je moj YouTube kanal in lahko izražam svoje mnenje, koliko hočem. Naslednja je Gaja Prestor, Verjamem vase. Zanimiv glas, ampak spet ne čutim neke povezave s to pesmijo. Lepo, da verjame vase, ampak jaz ne verjamem v tole pesem nekaj preveč. Naslednji, Ana Soklič, Voda. Všeč mi je glas, ampak kot sem rekel, glas mi je všeč, pesem pa bom moral slišati v živo in pa v celoti, da bom znal preceniti, ali mi je všeč ali mi ni, ker trenutno sem nekje vmes, ampak je definitivno boljša kot pa prva dva, ki sem jo poslušal. Naslednji so Inmate, The Salt, torej Sol. No, pač imam rad rock glasbo, ampak ta nekako, ne vem, ne sede mi najbolj. Mislim, ne vtisne se mi v spomin, vem, da jo bom pozabil čez nekaj naslednjih skladb. Naslednja je Manca Berlec, z pesmijo Večnost. Da vidimo.
Moram priznati, da kljub temu, da je pesem taka cute, simpatična, ampak ni evrovizijski material. Oziroma, ne da bi pač moralo biti, ne vem, zdaj karkoli posebnega ali pa kakorkoli, ampak ne vidim je kot tekmovalko na Evroviziji. Mogoče se pa motim. Naslednja je Tinkara Kovač s pesmijo Forever. Glasovno zelo dobro, melodija mi je všeč, ampak malo se mi zdi, ker je to posnetek malo overproduced, torej malo preveč teh močnih inštrumentov prihaja iz ozadja, tako da na nekaterih delih nisem ravno čisto slišal njenega vokala, tako da spet bom moral v živo presoditi, ali mi pesem sede ali ne. Ampak zaenkrat recimo, da okej, no, pač nimam kaj takega za reči. Mislim, tudi lep glas. Prisluhnimo naslednji pesmi. Enega gospoda Božidar Wolfgang Wolf. Maybe someday. Mogoče pa res. In to je to, kar sem že v prejšnjem videu govoril, da pesem vsebuje že prej slišane elemente, že izpete elemente in meni ni všeč. Naslednja je Klara Jazbec, Stop the World. Zanimiv naslov. Pa koliko vidim, punca ima ful lepe oči. Ta mi deluje taka zelo pop-moderna pesmica. Mislim, mi je všeč tudi njen glas, ampak ne vem, če se ne bi kje izgubila v tej evrovizijski norišnici ali kakorkoli naj rečem, ampak mislim, koliko slišim, mi je všeč, ker ni preveč sproducirana, torej ni takih nekih ful glasnih ozadij teh inštrumentov, ki bi zasenčili njen vokal. Pač ima prijeten glas, ampak ne vem, če je tako dovolj močna pesem, ampak mi je všeč, no, nimam kaj za reči. Naslednji so Imset, Femme Fatale. Še en rock band, ki poskuša priti naprej. Ne vem, nekako mi ta stil rock pa ema pa Evrovizija, ne vem, ne paše mi skupaj. Pač že od nekdaj imam struggle, torej boj s tem in nekako mi to ne sede. Žal, nočem užaliti nikogar, ampak zame to ni, kako bi rekel, my cup of tea. Naslednja je Lina Kuduzović, Man Like You. Meni zelo sliči na Ariano Grande,
vem, da je punca popularna in pač tudi vidim, da si očitno nekateri izvajalci vzamejo vzor po njej. Vidim, da ima tudi trenutno tole sliko z temle značilnim Arianinim čopom, tako da sklepam, da je ona ena izmed vzornic, pa tudi po teh višjih tonih, katere slišimo v tej pesmi. In pesem je, kako bi rekel, zelo pač pop usmerjena. Zakaj več bom pa, tako kot sem že večkrat rekel do zdaj, moral slišati v živo, da slišim, ali bo ta pesem v bistvu vredo izpeljana, bo imela vredo efekt, ali bo bolj tak pač blačna. Zdaj prisluhnil nisem Saški in pa Parvanemu Violetu zaradi tega, ker sem to že storil zadnjič. Lahko pa v bistvu celoti sami preposlušate te izseke s klikom na link spodaj v opisu tega videa. Kako so se pa vam kaj zdele te pesmi? Vam so všeč? Vam kdo izstopa? Navijate že za koga? Lahko tudi zapišete svoje mnenje spodaj v komentarjih. In pa, če vam je bil video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up in pa se naročite na moj kanal za še več vsebine. Lahko pa me sledite tudi na Instagramu pod Gregor V. Lepo se imejte, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!